Kids TV. Dober večer, otroci. Ste že umili zobke? Ste že v pižami? Tudi v posteli ste že? Krasno! Teta Diana vam bom novo pravljico prebrala in upam, da ne bom skupaj z vami zaspala. S Timom in Zmajem se bomo danes naokrog podili. Ja, tudi tokrat so mi mali junaki na pomoč priskočili. Tim in Zmaj. Za 13 planotami, z 7 rekami in za 3 morji je stalo mogočno mestno obzidje. V mestu je živel tudi fant z imenom Tim. Bil je razposajen, igriv, iskriv, nagajiv in občasno poreden, tako kot vsi ostali dečki in deklice tega sveta. A bil je tudi sila prijazen in dobrega srca, zvedavih oči, bistrega uma in nadvse iznajdljiv. Na osrednjem trgu je vse vršalo. Od mesarjev, pekov, trgovcev, gospodinj, kmetovalcev, otrok, lončarjev, kovačev in ostalih obrtnikov. Nekateri so le pasli zjala, drugi pa so vneto trgovali in mešetarili med seboj. Medtem, ko je bil Tim zatopljen v igro in je v vedru na namišljenem ognjišču kuhal juho z vsemi mogočimi rastlinami, ki jih je bilo moč nabrati, se je na severnem stražnem stolpu zaslišal zvonec za preplah. Zmaj! Je zakričal stražar. Ljudje so zbežali v hiše in hiteli zaklepati vrata. Kukali so skozi reže, špranje in line, da bi videli strašnega zmaja, zaradi katerega se je poskrilo malodane vse mesto. Zunaj je ostala le maloštevilna mestna garda in nekaj najpogumnejših mož, oboroženih s helebardami, sekirami in vilami, loki in puščicami, odeti v oklepe in ščitnike, ki so rožljali tako glasno, da so preglasili njihove od strahu šklepetajoče zobe. Zmaj, ki ni bil večji od vrtne lope, se je s svojimi drobnimi krilci, tolstim teleščkom in odprtim gobčkom povzpel na obzidje ter bruhal drobne plamenčke ognja. Z njim je osmodil nekaj spodnjega perila, ki se je sušilo na dvorišču ene od hiš. Ožgal je tudi nekaj hortenzij, pelargonij in vrtnic. Hrabri možje so se podali v napad, zmerjali zmaja, mu ukazovali, naj se pobere, ta pa jih je le gledal s svojimi žalostnimi očesci in zbegan pihal skozi svoji veliki nosnici. Tim je stekel na plano in pograbil kanglico, v kateri so plavali regratovi in kamilični cvetovi, vezalke, nekaj žajblja in listov bazilike. Brž se je povzpel po stopnicah. Počakajte, ne storite mu žalega, je vpil. Stražar je kričal za njim, naj se pri priči ustavi, a se mali nadobudnež zanj sploh ni zmenil. Počasi je stopical proti zmaju, ženske pa so ob tem prizoru skoraj omedlele. Požaril ga bo, ustavite ga! Zmaj je smrkal in nejeverno gledal fantiča, ki se mu je približeval, ta pa ga je potrepljal po smrčku in mu šepnil. Žejen si, kaj ne da? Zmaj je prijazno prikimal. Posrebal je vso vodo in pohrustal vse rastline iz vedra. Dvignil je glavo, pogledal kvišku, v zraku opazil papirnatega zmaja ter prhnil proti njemu. Ej, je vzkliknil Tim, saj je bil zmaj njegov in se je zbal, da mu ga bo zažgal in bo ostala le vrvica. A zgodilo se ni prav nič. Iz zmajevega gobca ni prišlo niti malo ognja, niti enega samcatega plamenčka ni bilo. Izkazalo se je namreč, da zmaji bruhajo ogenj le, kadar jih peče zgaga. Godlja, ki jo je Tim zamešal med igro, pa je to nadležno stanje odpravila. Zmaj se je z odprtim gobcem obrnil k svojemu rešitelju in mu glavo prislonil na ramo, da se je Tim pod njeno težo kar sesedel na rit. Fantič se je hihital na ves glas, zmajček pa je godel in predel kot majhen muc, v presenečenje vsem ljudem na mestnem trgu. Tim in zmaj zgaga sta bila od takrat nerazdružljiva, pa tudi ostalih zmajev niso več preganjali, temveč so jim v korita z vodo po fantovem receptu usuli kamilico, regrat in liste žajblja. Vezalk pa ne, saj so se zmajem zatikale med zobe in so bili zaradi njih nergavi in sitni. Še dobro, da niso več bruhali ognja. Kaj ne? Mali junaki, zdaj pa hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.